Hvaležno pozdravljeni, tako znanstveniki kot modreci. Vsi govorijo, da smo v zelo zanimivem času, času transformacij. In danes bomo govorili o tem, katere so tiste stvari, ki bodo najbolj transformativne v naslednjih letih. Hvaležno pozdravljam svojega gosta, Boris Svene, lepo pozdravljen, dobrodošel. To so tematike, ki naj oba zelo zanimajo in verjetno bo ravno največ premikov na gospodarskem, ekonomskem sistemu, sploh kar se tiče tega dojemanja denarja. Sam imaš tudi sveže podatke, redno to raziskuješ. Kaj si ugotovil, kje sam vidiš, v katero smer bo šlo? Ja, hvala za vabilo. Dober dan, poslušalke, poslušalci. Je tlej sigurno najbolj vroča tema CBDC, Central Bank Digital System, v bistvu currency, digital currency. Tracking money, se pravi, to pomeni sledljivi denar, kar pomeni, da to je valuta, ki nam jo želijo, kako ćeva temu reči, vsiliti, bi bil grd izraz, elegantno predstaviti, rečeva temu tako. Kot rešitev, ki ponuja varnost in ki ponuja, ne bojo vas izkoriščali, ampak pač podatke bojo pa vse imela, ne? Točno tako. V bistvu stvari, ki jih res redno spremljam, ker pač finance so en tak zanimiv področje, že nekje pač 30 let stvari spremljam, pisal sem o temu, oziroma sva z nikam, in dejansko je to, če tudi poveva recimo tako mečkam bolj ezoterično, raka lahko dobiš pravam zmeraj, če gre malo tako kot budnico, lahko dobiš na finančnem, se pravi, nivoju denarnica, lahko na telesu ali pa med sebojnih odnosih. In danes v tem času, ko opazujem, kaj se skupaj dogaja s financami, je ljudem res težko, ker če mečkam preskočam, pa gre potem nazaj, recimo, če zdaj gledamo letna inflacija, cirka 10%, govorijo o statistični inflaciji, ne govorijo pa porastu življenjskih stroškov, ki so pa vedno vsaj še enkrat večji. No, zdaj mi prvič že zmrazil, kar se tega tiče, kar pomeni, da govorim iz srca. In ko gledam to situacijo, ta prilagajanje plačnega sistema v bistvu sami inflaciji, ne pa porastu življenjskih stroškov, je katastrofalno. Tako da, če greva na digitalni denar, ki se hoče vsiliti, veliko ljudi reče, sej to že imamo, saj imamo kartice, kreditne kartice, s katerim se, to je tudi digitalni denar, to je čisto druga oblika. In kar se tega tiče, ima že dolgo zgodovino, se pravi, zakaj je druga oblika? Ker vi greste danes lahko z lahkoto plačati karkoli, date kartico, tipkate številke in je stvar plačana. Dočim, kar se tiče, pa tle pada še social credit score, se pravi pač socialni krediti in točkovanje, kar pomeni pa, da ti lahko tvoj denar, recimo imaš določen denar na računu in ta denar v bistvu, če nisi se priden obnašal, če se kdaj pojavil na kakšnih protestih, recimo face recognition ali karkoli, dejansko ti tvoje bonuse, če temu tako rečemo, credit score, ti v bistvu znižajo in recimo ti hočeš kupiti nov avto, imaš denar, si ga zaslužil, rečejo ne smeš. Meni je bilo tukaj najbolj zanimivo gledati kar nekaj let nazaj Black Mirror serija. Ravno ena epizoda je bila namenjena temu o socialnih kreditih in ko sem to videla, sem dejansko, če se ne obnašaš lepo, če nisi priden potrošnik, ne moreš dobiti niti kredita, ne moreš najeti stanovanja boljšega, dejansko moraš biti priden in v vsakem trenutku vse se ve, kaj se kupuje, kaj se dela. Zanimivo, koliko ljudi bo želelo ostati v takem sistemu. Se je vprašanje, če imamo izbire, oziroma izbiro.
če gledamo astrološko, pač te, kakorkoli zdaj govorimo veliko o transhumanizmu, pa v drugi poti, dejansko se temu ne bomo mogli izogniti. Ker to je nekaj, kar očitno naša duša rabi kot izkušnjo. In če si že prej omenila, recimo Kitajska, recimo to vse uvaja. Recimo v Kitajskem, to sem imel že intervju pred parimi leti, sem govoril o temu, za Zarjo Jano, tam recimo, če si naredil kakšen, recimo si šel čez rdečo luč, čez semafor, se pravi prehod za pešce, in dejansko je bil face recognition, se pravi prepoznanje obraza, zdaj podatka, da se ne spomnim, točno pol sekunde ali koliko so dejansko v centralnem sistemu že videli, da si kršil in tvoj credit score, se pravi tvoj bonus, če temu tako rečemo, se je zmanjšal. Ampak to ni vse. Bonus se lahko zmanjšuje do te faze, da dejansko ti tudi lahko zamrznejo tvoj bančni račun. In kaj boš potem naredil, če ni nobene alternative, kot je recimo gotovina, ker gotovina ta moment je naša svoboda. To definitivno, ampak moram reči tukaj, ravno zaradi tega sem dala ta komentar, koliko ljudi bo želel živeti v tem sistemu. Sama gledam na to, da vendarle bomo imeli izbiro, v tem smislu, da je ogromno ljudi, ki govori o življenju izven sistema, se pravi, da živijo samooskrbno, da živijo stran iz mest, v smislu oblikovanja nekih plemen oziroma same družine kot neka osnovna celica v samem začetku, da se izrabljajo neke osnovne zadeve. Recimo v februarju prihaja v Slovenijo nekdo, ki zaupa, kako se dejansko ogrevati z kompostnim ogrevanjem, ki bi lahko priskrbelo par družin z dejansko s toploto. Se mi zdi, da ta smer sorazmerno, ta trend tudi porašča v tem smislu, da bi pa šlo tako daleč, da bi preganjali tudi take ljudi, ki živijo, ne vem, po jamah, pa v gozdovih, pa na svojih lastnih posestih. Misliš, da bo šlo tako daleč? Tako je, zdaj, kar se tiče naše stopnje zavedanja, vse od tega odvisen. Recimo, če govorimo takrat o Kanadi, ki so protestirali šoferji kamionov, takrat so jim zamrznili račune. In zdaj pa odvisno čisto, koliko se bomo prebudili. Ker dejansko sedaj živeti v jami, ne vem, če je to ravno kakšna alternativa. Jaz moram reči tako, sem človek, ima zelo rad tehnologijo, ampak se zavedam istočasno pasti tehnologije. Tako da definitivno Hunger Games Society je bil tudi film, če si omenjala film, oziroma se je nadaljeval. In to je igra lakote, če prevedeva. In tukaj v bistvu v tem sistemu, recimo, če gledava, da smo šli iz enega sistema, se pravi enega sistema, ene svobode v čisto zadnje 2 leti pa pol govorim, v čistem drug režim, če temu tako rečem. In to je samo ogrevanje za tisto, kar prihaja. Ker če govorijo o financah, recimo mora vedeti, da Peter Thiel, ki je bil soustanovitelj PayPala z Muskom, on je že leta 1900, sem ga poslušal, 1999 leta je govoril, takrat, če mobilnih telefonov ni bilo v taki obliki, kot so danes pametni telefoni. In je govoril, da bo v naslednjih 5 letih, da bo 8 letih, da bo na 5 milijard uporabnikov, kako bomo takrat že imeli svoje gesla gor, kako bomo mimo bank lahko plačevali ves ta sistem. Se pravi, mimo bank bomo pač svojega telefona bomo nakazali, da pač vlade ne bodo imeli kontrole in tako naprej. In jasno, drugi lastnik je bil Elon Musk. In če se zdaj spet zmrazili, če gledava, kakšen dolg plan je že vsega tega. Ampak takrat tehnologija še ni omogočila tega, da bi bil PayPal svoja banka, da bi v bistvu svoj. Ampak potem, če greva korak naprej, je prišel tako imenovani Bitcoin, pa Satoshi ime, a je to skupina, je to posameznik. In tukaj, če gledava, nekateri imenujejo PayPal mafija, ki so vsi v zadju, tudi Jack Dorsey, ki je ustanovitelj Twitterja in je sedaj tudi v enem zanimivem bančnem sistemu oziroma finančnem sistemu direktor. In to so ljudje, ki se vsi poznajo. Pajkova mreža. Ja, in to je ena zgodba, ki jo peljejo. In če zdaj gledava Twitter, recimo vse ostale, recimo če gledava Facebook propada na celi črti, če gledava Amazon, če gledava borzo, vse pada. Ampak Twitter, ker ga je Elon Musk kupil, pa raste, je v velikem porastu in strokovnjaki ocenjujejo, da bo v naslednjih 3 do 5 letih, da bo to triljonska firma. Tako da, kar hočem povedati, je, da se te stvari so se že dolgo časa pripravljajo in če ne gre skozi ena vrata, gre pa skozi druga vrata. Zdaj pa tako,
na vprašanje, ne, koliko bomo mi se preselili v kakšno jamo ali kakorkoli. Pa ne bi glih rekla jamo, ne? Narekovajo. Zaradi tega, ker recimo, jaz sem zelo prisotna na temo področja življenja izven sistema. Na koncu koncev tudi sama živim na pol tako, a ne? In zelo močna je ta stigma, ne? Se pravi, zdaj pa ti živiš izven sistema, se pravi, si hipi, si umazan, si neinteligenten, se živalsko obnašaš. In to dejansko sploh ni res. Ti imaš ljudi, ne vem, tudi moralne hekerje recimo, ki živijo čisto normalno življenje izven sistema, grejo tudi v trgovino, kadar to potrebujejo, ampak pridelujejo svoje stvari sami doma, gledajo ven, kakšno je vreme, jeseni se pripravijo dejansko na zimo, pač ne rabijo iti vsak dan v trgovino, otroke učijo doma oziroma s podobno mislečimi družinami in na takšen način dejansko živijo in imajo bistveno več časa in so bistveno manj stresirani in se zdravijo z naravno medicino, imajo posajena zelišča in podobne zadeve. Tako da ni glih zdaj to varianta ali jamski človek ali pa nek transhumanistično bitje, ki ima čipe, pa seveda vozi avto, ki se sam vozi in podobne zadeve. No, tako se mi ne zdi, da je ta polarnost je tukaj prisotna v tem času. Ali si za ali pa si proti. Nisi vine nobene. Tako je. Lej, zato sem pa rekel na rekovajih, ne, jame, ne, ker v bistvu to, kar si zdaj opisali, nekje vmes, ne. Ampak, če ta umestna varianta, se pravi, če sedaj pač nimamo več gotovine, potem ali gremo nazaj na blagovno izmenjavo, ali bomo uvedli najstarejšo valuto nazaj, se pravi srebro, zato je potem 600 let kasneje prišel za tem, ne. Nekje bomo mogli imeti, ker blagovna menjava ne bo šla. Ampak midva oba veva, da centri moči delujejo na način problem, reaction, solution, ne, se pravi problem, reakcija, se pravi odziv in rešitev. In oni v bistvu tako ponudijo. Če se ta moment gledava, zdajle po svetu recimo vsaka država že hoče uvesti svojo digitalno valuto. Tako da, če gledajo World Economic Forum, njihove napovedi, koliko bo vse skupaj, če gledajo v končni fazi še na drugo, ki sem omenil centre moči, ne, še na drugo varianto, ta ogljični vtis, ne, ki se tako borimo proti ogljikovemu dioksidu, ne. Recimo, če povem tukaj en podatek zanimiv, ne, sem bil šokiran, ker je zdaj zelo veliko, tako si rekla, dualnosti, deljivosti, ne. In ta podatek je bil, da 10 let nazaj so vložili, mislim, da 3,8 trilijona dolarjev, da bodo pač v zeleno industrijo, če temu tako rečem, danes pravi temu Green Deal, ne. In v bistvu takrat so iz 82% uporabe fosilnih goriv za 8,3 trilijona dolarjev v 10 letih, kaj misliš, koliko so zmanjšali? Ne prav dosti. Za 1%, na 81%. Tako da sedaj pa napovedujejo velike cifre, mislim, da letno, da bodo dajali tam nekem od 4 do 6 trilijonov. Se pravi, ampak kaj pa zdaj poanta, če gledajo naprej? Zdaj bodo gradili nuklearke, jih bojo v Ameriki naredili 10 nukleark. Se pravi, v bistvu, če gledamo, pa kakor hoče povedati to zelena ali kakorkoli, v bistvu sedaj se spet fosilna goriva vedno več uporabljajo skozi to spet kvazi krizo, ne, ker pač jaz imam pa verjamem tudi malo drugačen pogled, ker pač raziščem te stvari, pa v končni fazi sem v tem opisal že, pa intervju imel že pred leti, tako da ali sem jasnoviden, ali pa imam dobro astrologinjo doma, ne, bo to slednje, ne. Ali pa oboje. Tako da ja, in potem, ko si omenili tudi to, kako nas delijo, poglej primer LGBT-ja, Q+, ne. V bistvu, kaj zdaj poanta? Centri moči že vse imajo. Praktično vse politikarje, ves denar tega sveta, se veva, da ga FED tiska, ki je privatna firma, ne. Skratka, vse medije imajo, ker recimo, če gledamo to krizo nazaj 10 let, ne, ki je bila prašičja, so pozabili medije vključiti, ne. Zdaj so jih vključili, ne. Skratka, vse imajo. Kaj je tisto, kar si oni želijo? Našo esenco. In tega še nimajo. In dobesedno, jaz vem, da to opažaš, ko si senzitivna, ko si na računalniku velik ali pa na telefonih, vse to odvrača pozornost, pa vse te takšne in drugačna družbena omrežja, vse odvrača pozornost od tega, kaj mi v resnici smo. In v bistvu zgubljamo to našo esenco in to našo povezavo. In zdaj pa tako, jaz bom rekel, tle gledam kakor eno, rečva simbolično, računalniško igrico, da ko prideš na prvem nivoju, tudi sam sem upisal 5 razvojnih stopenj, ne,
In ko prideš na prvo stopnjo, dejansko si ponavadi v Bogu ja žrtev in tako naprej, potem v drugi stopnji zajameš svojo notranjo moč, ampak da ne bova šla naprej, to so v bistvu te faze, te nivoji, skozi katere mi moramo jati. Tako da jaz ne gledam vse skupaj to, bolj gledam kot da, če smo mi brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja, smo prišli tukaj določene stvari skušati in ne gledam tukaj v borbi proti, ampak tukaj je zdrava kmečka pamet. V smislu tudi šamanizem pravi vse je prav, ne? Pa še nekaj pravi, nič ne obljubljaj, nič ne pričakuj, pa boš srečen. Ja, se pravi, ja. Spet govorijo v bistvu v tem trenutku tukaj in zdaj, ne? Kako pa si kaj tole raziskoval? Mene je recimo najbolj pretreslo v zadnjih časih to Woman, What is a Woman? Na Netflixu je objavljena zadeva, da recimo v Ameriki, če imaš raka, ne, pač si ga boš mogel sam pozdraviti oziroma z lastnimi sredstvi, a ne, ti država ne bo pomagala. Če se bo pa 12-letnik odločil, da on je pa v bistvu punca, da ni fant, pa tudi če starši tega ne bojo potrdili, mu bo država financirala vse hormonske terapije, vse operacije, ki bodo dejansko naredile zelo veliko škodo na zdravju, v smislu, da imaš pri 20 že perimenopauzo, pa ne vem, osteoporozo, pa ne vem, kaj še vse, kakor da si 70 let star. In če se bodo starši preveč upirali temu, a ne, zaradi tega, ker si je pač najstniški upornik, ne vem, postavil to vprašanje, ki ga na nek način že v vrtcih spodbujajo kot neko obliko fluidnosti, se ni nujno, da si to, kar si, a ne, bojo pa starše dali v zapor. In takih primerov je bilo dejansko že kar nekaj. To je pa mene pretreslo, zaradi tega, ker verjamem, da bo tukaj prišla tudi zadeva v Evropo, mogoče malo bolj konkretno, ker to ni problem, a ti sprejmeš geje ali ne, homoseksualno usmerjene, kakorkoli. Tukaj govorimo o eni drugi stopni biološkega gledanja. Ne vem, si mogoče to kaj spremljal, kako sam vidiš to zadevo? Ja, boli. Kakorkoli se zavedaš, za me spet Brazil, kakorkoli se zavedaš, že življenje igre in da moramo igrati, ampak prvo se moramo naučiti pravila igre, da potem lahko to igro uspešno igramo, ampak boli kljub temu. Jaz osebno nisem imun, ker gremo v to smer, da smo naj bi bili zmeraj bolj androgena bitja, govori se o tem, da bi pač bili prenaseljeni, v bistvu pa, če gledamo statistike, povsod rodnost pada, za Afriko se pričakuje nekje do leta 2050, da bo imelo okrog 3 milijarde ljudi, se pravi, tukaj se jasno vidi, da nekdo ima, se pravi, jaz jih imenujem centre moči, ima en svoj načrt v svoji smeri. Tako da, kar se tiče mislim, logično, da bi ta prvo moral človeku pomagati, da bo pozdravil se, ker recimo danes moram pohvaliti medicino, medicina je naredila velike korake naprej, ne. Recimo tudi se je menila zdravljenje raka, ker kot sama veš, imam kar nekaj izkušenj s tem, ne, in tukaj so veliki koraki narejeni. In recimo, če gledamo pri nas v bistvu, koliko je zaenkrat se to zgubljamo, ne bi se vse, zaenkrat smo v bistvu še tako zelo, še vedno socialna država naspram Amerike, ker recimo, ko sem prvič začel hoditi v Ameriko, to je bilo 30 let že nazaj, ko sem, tudi meni so upravili možgane, oziroma sem si kar sam, tako kot sem drugam, sem mislil, da je to obljubljena dežela, ampak potem, ko pa vidiš od znotraj, kako ta sistem deluje in potem, ko vidiš recimo, če rečem že ta leta 2000, 9/11, ne, se pravi, to je, da prevedem, to je 11. september, ne. In takrat so potem, ko se je to zgodilo, ne bo šlo v detalje, ampak takrat so takoj uzakonili War on Terror, se pravi, vojno proti terorizmu in takrat so takoj dali zakon, da če je sum terorista, lahko padejo brez naloga, katerokoli hišo hočejo. In to se samo nadaljuje. Ja, samo nadaljuje, ja. Ampak glih to sva prej že na začetku rekla, zdaj od naše stopne zavedanja je odvisno, koliko daleč lahko grejo. Ker to je, psihiatri to imenujejo, da izvajajo nad nami socialni inženiring. Kar pomeni, da probajo, koliko daleč mi lahko določene ukrepe sprejmemo, ne. In bolj smo mi ozaveščeni, boljše je. In če tukaj citiram recimo Ajka, ne, ki je pač on začel te stvari že osveščati leta 90, tam nekaj malo čez, ne,
je rekel, takrat sem v bistvu bil sam v temu, kako je bilo grozno, ampak people are waking up, se pravi, ljudje se prebujajo in prav danes, ko gledam, danes ima polne dvorane, danes ogromno berijo, tako da bom rekel, od nas je odvisen tudi recimo tvoja vdaja oziroma vaša vdaja je fantastična, pač zadnjih 13 let že srednjo spremljam, kar le lahko in se govorimo o osveščanju in se v bistvu tukaj osvešča, ne, in to moramo delati, ne. Prav zanimivo mi je, ko smo omenili Ameriko, a si ti predstavljaš, da dejansko končaš faks, v katerega so te mogoče malo porinili starši, zaradi tega, ker sam nisi točno vedel, kaj bi, in ti končaš faks in imaš 200 jurjev minusa. In to je tvoj štart lajfa. Ta zadnji podatki so, da so se faksi podražili v Ameriki nekje tudi 10-krat. Se pravi, da teh 200,000 ni več realnost, ne. Se pravi, tako, kar se tega tiče, to je spet sistem. In sistem je narejen tako, oba veva, kdo je ta sistem postavil, da je v bistvu človek ubogljivo bitje. Se pravi, koliko so nas v socializmu učili, delaj se, se pravi, uč, da ne bo treba delati, ko tam učijo, če pač nimaš izobrazbe, ne moš prosperirati, potem spet klasika, ne. Tudi na to sem naletel, pač bodi finančno uspešen, imaj družino, bodi lep, se pravi, imaj lepo telo, bodi razvit. In tako je, bravo. In če gremo nazaj na to, in v bistvu, kar se tega tiče, je v bistvu indoktrinacija, kar se tiče izobrazbe in ti lahko samo nekaj dosežeš, če imaš takšno in drugačno izobrazbo, če pa nimaš, pa ne. Ampak če gledamo te, kaj je inteligenca, ker zdaj veliko na tem področju se raziskuje, kdo je res inteligenten. In v bistvu ni tisti, ki ima ne vem kakšno izobrazbo, ampak tisti, na prvem mestu so ponovadi tisti, ki je izjemno radoveden, ko ves čas vsrkava nova znanja. Pa vztrajena, ne? Ja, no, ne vem, če to spada k inteligenciji, vztrajnost, ampak... To mi je bilo zanimivo, ena knjiga dejansko govori o tem, ne? Imaš ti talentiranega človeka, pa imaš trmastega, vztrajenega človeka, ne? Kdo ima več možnosti za uspeh, dejansko on, ki je vztrajen. Ogromno talentiranih ljudi vrže puško v koružo in je dejansko škoda. Zdaj si pa predstavljaj, kaj če imamo kombinacijo tega? Ja, zmaga. Čista zmaga, a ne? Ker to, kar si zdaj rekla, oboje sem in trmoglav sem, trmast nikoli ne odneham, razen če spoznam v bistvu, da to nima smisla in ves čas se izobražujem, ker sem neskončno radoveden, ne. In v bistvu jaz zagovarjam oboje, ne, sam ne zagovarjam pa v bistvu, da zdaj moraš pa obvezno, recimo glede na to, da sem podjetnik, ne, šteje se, koliko dam dodane vrednosti, ne kakšen papir imam nekje v ozadju, ne. Čeprav tudi to zelo spoštujem, da se ne bi narobe razumeli. Definitivno. Še tole vprašanje, koliko se ti zdi, da bo veščina meditacije pomembna v naslednjih letih? To je vrhunsko vprašanje, ki mi je zdaj spet zmrazilo v njemu, res začutim taka vprašanja. Lej, če že tako gledal, kaj meditacija sploh pomeni? Tisti moment, ko ti, ko me mrazi, tisti moment, ko ti zapreš oči, takrat ta svet zgine, ker kako mi definiramo ta svet? Skozi naša čutila, skozi našo telo, ker naš telo je naš nezavedni in zato moramo tudi v meditaciji, ne tako, ker recimo mi smo v Indiji meditirali po 6-8 ur na dan in sem hotel biti jogi, ne, in me bi po 5 minutah vse bolel, ne. Ampak kar hočem reči, dejansko moraš telo tudi odklopiti. Se pravi, je to tako pozicijo, da telo ne trpi, ker mi smo le zahodnjaki, nismo navajeni takega življenja. Pa še zdaj, če sem Indijo omenil, mi je na misel prišla, v Indiji pravijo, o Bog, prosim, da se rodim reven, ker bom takrat v življenju lahko več naredil. Ampak če greva nazaj, se pravi meditacija, to je tako, recimo jaz se tudi rad potapljam, ne. In ko greš ti, ko daš ti kisiko v bombo in vse skupaj in ko se potopiš, ti si v drugem svetu. In to je mogoče en tak primer meditacije, ker, mislim, kako me mrzi, no to je res... Tudi jaz sem potapljač, tako da... Aha, veš o čem? Ja, absolutno. Čist drugi svet in meditacija, to je v bistvu stik s tista, moja žena bi temu rekla spiritom, svojemu, zakaj sem angleško besedo uporabil, ker če rečemo v slovenščini duh, ne, bo malo čuda, ne, ker v angleščini imamo spirit, imamo spirit pa ghost, ne, in tle imamo pa tako rekoč sam ghost, ne, ampak v bistvu, ko ti greš v meditacijo, ti dejansko se poveš nazaj svojemu spiritom, ker vedeti moramo, da je samo en del naše esence tukaj, ne celota, ne. In ko se ti s tem povežeš, se ti odprejo čist druge dimenzije. Recimo, jaz lahko samo tako rečem, da ne par svojih programov, recimo kot je, ne vem, Body Reset 28-dnevna delavnica, ste enkrat se spomnim z dr. Dejan Jaričem omenila, v bistvu je vse skozi meditacijo prišlo, pa skozi življenjske preizkušnje, pa vztrajnost, kot si rekla, ne. Povej mi,
ena stvar, ki jo opažam, da ljudje zelo, zelo hitro rastejo, hitro se razvijajo, presenečajo druge in verjetno sami sebe v prvem smislu. Ena tehnika, ki jo sama delam, je, da vsak mesec napišem nek dnevnik, neko poročilo v tem smislu, kaj se mi dogaja na fizični ravni, kako sem s hrano, koliko sem bila v gibanju, kaj se dogaja z odnosi, s kilogrami, ne vem, kako vidim določene zadeve in določene vprašanja, ki se dejansko ponavljajo. To delam zdaj že več kot 5 let, zdaj smo tudi izdali mesečni dnevnik rasti, ker je pač meni v zadnjem dnevniku zmanjkalo strani, pa sem rekla, si bom naredila eno strukturo. A vidiš vrednost v tem, da sami sebe spremljamo? Ker zdaj na dnevni ravni jaz vem, da tega nisem sposobna, na tedenski ravni, da bi pisala kaj tazga, ne. Na mesečni ravni se pa mi zdi, da se že nekaj pozna. Kako gledaš na take tehnike v bistvu samoopazovanja na nek način? Čuječnost, ne? V bistvu jaz to počnem zadnjih 30 let že. Wow. Vsak dan. In kaj poanta? Kako gledam? Mislim, če to počnem, če to živim, potem verjamem, da je to v bistvu tisto ključno. Zakaj? Ker, kot si rekla, od telesne teže do vsega, dejansko ti imaš nekje, kako bi temu rekla, ti imaš eno osebno analizo, ki si sam delaš. Se pravi, kar se tiče stopnje zavedanja, ti aktivno prispevaš, da se lahko razvijaš. In recimo zelo pomemben je, ko recimo se določene preizkušnje zgodijo, dejansko ti lahko pogledaš nazaj, kaj se je takrat dogajalo, kako se je. Imaš v bistvu en tak eno zakladnico svojega življenja zapisano. Ampak niti ni toliko poanta pri meni, koliko to v bistvu gledam nazaj, pogledam kakšne ključne stvari, ampak nikoli ne moreš vedeti, kje so ključne. Ampak kaj je pri meni bistvo? Jaz recimo imam že astrološko, da bom imel celo življenje težave z zdravjem in jih imam. Ne? In zato mogoče imam tudi toliko na to temo študijev, knjig in vsega tega. In dejansko, ko se karkoli zgodi, ker vsaka nova preizkušnja pride, zahteva novega Borisa. To je tisto, ko v bistvu se počasi naša esenca spet povezuje s spiritom in vedno bližje sem. Ampak vsako preizkušnjo moram rešiti na nov način. Zato tudi toliko poznam zadnje odkritje, recimo, da so recimo, če govorimo, ko si danes rak omenila, recimo klasične medicine, zdaj pred parimi leti sta 2 Nobelova nagrajenca, doktorja sta v bistvu razvila tak sistem imunoterapije, ki ima res fantastične rezultate. In recimo, če gledamo, recimo, ko sem izvajal Gersonovo terapijo 20 let nazaj in če gledam danes smo tudi onesnažili že to okolje in vse skupaj, da ko govorimo o ekološki hrani, ne, dejansko jaz temu pravim, govorimo lahko samo o bolj ali pa manj zastrupljeni hrani. Je res, da če daš ekološko seme, ima svoj gen, ampak vse, ne. Je drug nivo. Tako da ja, se mi zdi to izjemna stvar. Da si pišemo, da imamo nekje iščem še tisto pravo besedo, pa jo ne najdem, da imamo recimo res en zemljevid svojega življenja. No, to sem iskal. Da vidimo, kdaj gremo v napačno smer, pa kdaj gremo to hitro vidimo, če smo čuječi, ker zdaj odvisen kakšen, recimo tako je, to si super iztočnico dala, zdaj odvisen od preizkušenj, recimo pa koliko si ti že senzitiven. Recimo nekateri, če tako gledam, v bistvu so zelo senzitivni, pa nimajo kaj dosti preizkušenj, ker intuitivno toliko globoko zaznajo. Če si pa recimo toliko, da te življenje toliko, da si toliko radoveden, kot recimo mene, na vseh področjih, se mi kar malo zaletel. Dejansko rabiš taka orodja, da lahko gledaš nazaj, opazuješ, zato ker se ti tukaj stvari dogaja. Ne? Da imaš v bistvu nevrsten sledilni sistem. Točno tako, kot si rekla. Recimo, tako, recimo, če avto parkiraš nekje na enem velikem parkirišču in če imaš to sledilno napravo svojega avta, ga boš verjetno hitro našel. To je ista zgodba. Ne? Krasno. Hvala lepa za tale pogovor, res sem uživala in poglejte si še kakšne zanimive članke oziroma kakšne minule pogovore tudi z Borisom in z drugimi gosti na klepet.kavi.si. Če nimate časa za video oziroma počnete še karkoli zraven, podcasti so krasna zadeva, ki vam omogočajo in tudi tam imamo ogromno naloženih epizod, tako da dobrodošli, kjer je volja, je tudi pot in na tej poti imate res veliko izzivov, pa hkrati tudi priložnosti.